gledam zgodovinska dejstva, bom rekel pesimist. Ampak po naravi sem optimist. In vnaprej upam, da se bo ta moj optimizem tudi potrdil. Zakaj? Tisto, kar je bilo v slovenski elektroenergetiki do zdaj neko dejstvo, je, da so bolj lokalna okolja diktirala, bom rekel, državno strategijo. Nikoli ni državi do danes uspelo, bom rekel, na državnem nivoju narediti eno, bom rekel, res tako eksaktno strategijo. Poglejmo blok 6. Eno takih primerov. Potem poglejmo, recimo, kar se tiče gradnje hidroelektrarn. Eno stvar se bo mogli tudi naučiti v Sloveniji. Ne more vsaka lokalna skupnost pričakovati razne koncesije in ne vem kakšne dajatve, če se bo na njenem teritoriju pojavil nov proizvodni objekt. Vidimo, da v tem momentu Slovenija ne gradi niti enega pomembnega proizvodnega objekta. Vsi se ustavljajo, povsod so nek problemi. Ne bi imeli vetrnic, ne bi imeli hidro, mogoče še najmanj nasprotovanje okoli JEK2. Ne, pozitivno je, da budemo v Sloveniji ponosni, da po World Energy Councilu je Slovenija v zadnjih 10 letih vedno bom zdaj malo razširil, med 15 najbolj zanesljivimi državami z področja energetike. To moramo biti ponosni. Moramo biti ponosni, če se primerjamo z Evropsko unijo, smo eni po najmanjšem deležu proizvodnje iz visokoogljičnih proizvodnih naprav in tako naprej. Je veliko stvari, ki se lahko pohvalimo. Seveda pa se moramo zavedati, da moramo razrešiti ali obstoječi NEK do 2043 ali do 2063 in moramo se zavedati, da se zelo hitro približuje koncu obratovanja termoelektrarn na lokaciji Šoštanj.